vzame večina dijakov, ki se odpravljajo v šolo. Zato želim, da tudi vi z nami se odpeljete proti šoli in preživite dan z nami. Že zjutraj smo vsi razposajeni in dobre volje. Dobra stvar naše šole pa je tudi to, da ima vsak svojo omarico. In to, da številko omarice šifro vem samo jaz in Miklavž. Je profesorica Baver. Poučuje angleščino in vedno naredi pouk zanimivejši. Veliko nam tudi pomaga in nam razloži besede, ki jih ne razumemo, seveda v angleščini. Ja, se res. Pozabila sem vam povedati, da je profesorica iz Anglije in govori samo angleško. Tudi drugi dijaki, ki obiskujejo nemščino, imajo možnost, da jih poučuje profesorica, ki govori samo nemško. Super, ne? Smo pri uri matematike in profesorica Irena nam vsako uro popestri z uporabo interaktivne table. Delo je tako bolj zanimivo in snovi tudi lažje sledimo. Zabavna in hkrati poučna matematika, ni kaj. Veste, kateri predmet vsebuje mešanje, laboratorijski plašč, dim in smrad? Je kemija, seveda. To, da imamo laboratorijske vaje, ne samo pri kemiji, ampak tudi pri fiziki, je najboljše delo na vsej šoli. Res! Le kdo se ne bi sprehajal po šoli z laboratorijskim plaščem in z eproveto? Danes
danes debatiramo na temo gensko spremenjene hrane, torej današnja teza se trdi, gensko spremenjena hrana prinaša več škode kot koristi in mi kot opozicija tej trditvi pač nasprotujemo. Jaz si želim najprej govoriti o pozitivnem vplivu te gensko spremenjene hrane za svetovne probleme, reševanje teh svetovnih problemov. Katarina, pridružila sem se vaši debati, nam lahko poveš, kaj sploh debata je? To je pa res super priložnost sploh za tebe, pa za tvoje govorniške sposobnosti, saj pri debati pridobivaš poleg ogromne splošne razgledanosti tudi pač sposobnost, da si ti kot dober retorik pač odrežeš v vsaki situaciji. Torej pač pri debati imaš dve strani, imaš vlado in opozicijo. Ena nasprotuje, druga zagovarja trditev. Pri vsaki debati naj bi si pač govorci pripravili po 3 argumente, potem na koncu so še zaključni govori, ko ti povzameš dogajanje. Na naš šoli je debata izvrstno organizirana. Poleg tega, da imamo slovensko in angleško debato, imamo tudi enega, ki sodeluje na olimpijadi iz debate, tudi to namreč obstaja in slovenska ekipa že nekaj let drži kar 6. mesto na svetu. Je en strup, ki pač povzroča, da se... Parlez-vous français? Naše kuharice poskrbijo, da nikoli nismo lačni. Tale zadeva pa nam omogoča pregled nad naročenimi malicami. Svojo izbiro lahko vnesemo za en teden naprej, en dan prej pa se lahko tudi odločimo, katero malico bomo imeli. Jaz moram iti na pijoči leta znao. Jaz grem v knjižnico, robi neko knjigo, pa me se hvali. Ide sama? Ja. Da se vidimo naslednjem tednu. V naši knjižnici imamo res veliko knjig, za vsakega se najde nekaj. Pri predmetu UZO. Profesorica, kaj je to? UZO pomeni, kratica pomeni ustvarjajmo za otroke. To delamo v 3. letniku in ustvarjamo oziroma imamo pripravljene različne projekte. Sedaj smo delali gledališko igrico, gledališko-plesno igrico, naslednji projekt je glasbena pravljica in še različni projekti se pripravljajo. Dijaki potem skupaj z nami profesoricami sestavljajo en takšno igro in potem na koncu se vse to skupaj predstavi. Štiri.
Pri uri inštrumenta se pripravljamo za delo v vrtcu in sicer pri tem predmetu dobimo osnove igranja inštrumenta, se pravi tehnične vaje in pa ostale zadeve, ki so potrebne za to, da potem delo v vrtcu poteka nemoteno. Inštrument poteka 4 leta in sicer enkrat tedensko za vsakega dijaka, pouk poteka individualno. Zdaj, preden pristopimo k inštrumentu, oziroma ko se pišete v šolo, pa ni potrebno predznanje, ker začnemo čisto od začetka. Dijaki imamo na izbiro za igranje 2 inštrumenta. Sedaj smo pri klavirju, igra se pa tudi kitara. Aha, dobro, pretak malo. Prva, druga, prva. Ja, tule je C-H, ne? Gremo k uri plesa. Pri plesu spoznavamo svoje telesa nekoliko drugače kot pri ostalih predmetih. Prva postaja plesnega vlaka Dunaj, mesto valčkov. Dobrodošli v Pragi, kjer češka polka je doma. Se v redu zanimivo, ne? Ja, vredno je bilo, da ste vsega novega. Upamo, da je bil zanimiv dan tudi za vas.